Živjo, jaz sem Katja. Na platformi Razturi na maturi skupaj z Anjo pripravljamo vsebine za slovenščino. Tudi danes se bomo pogovarjali o slovenščini na maturi in z Anjo vam bomo podali vse informacije, ki jih morate vedeti, in dali tudi nekaj uporabnih nasvetov ob vsaki poli. Preden začnemo, se pa lahko še subscribate tukaj na naš YouTube channel, če še niste. Najdete pa nas tudi na TikToku in Instagramu. Če nam tam še ne sledite, nam dajte zdaj, ker vas tam čaka tudi ogromno uporabnih nasvetov za učenje in kvizi, s katerimi ob sobotah ponavljate snov. No, zdaj pa lahko začnemo. Jaz sem Katja in skupaj z Anjo, tako kot je že Lisa povedala, pripravljamo vsebino za slovenščino na platformi Razturi na maturi. In slovenščina se od vseh ostalih predmetov razlikuje po tem, da jo pač vsi maturantje opravljajo zgolj na višji ravni, ker gre vendarle za naš materni jezik. Zdaj, ali je to dobro ali ne, vsaj nimamo te dileme, z osnovnim in višjim nivojem. Gre tudi za predmet, ki otvori obdobje mature. Se piše takoj po prvomajskih počitnicah in letos bo ta pomemben datum torek, 4. maja. Zmeraj nekako določijo tisti prvi torek po prvomajskih počitnicah in upajmo, da bo tudi letos tako, Lanski maturantje so namreč zaradi situacije s pandemijo izpitno polo 1 in 2 pisali na isti dan, kar verjamem, da je bilo izredno naporno, pa tudi precej bolj stresno. Tako da ja, upamo, da nam oziroma vam bo letošnja situacija malo bolj naklonjena. Sicer je matura iz slovenščine sestavljena iz 3 delov, ki potem skupaj oblikujejo tisto končno celovito oceno, In poleg šolskega eseja sta to še izpitna pola 2, to je razčlemba izhodiščnega besedila in potem na koncu še ustni del. Razčlemba se bo letos pisala zadnjega, torej 31. maja, potem zadnja preizkušnja, ustni del, pa vas čaka nekje med 14. in 23. junijem. Zdaj, ta datum je odvisen tudi na podlagi drugih maturitetnih predmetov, predvsem tistih, ki ste si jih izbrali dodatno, tistih izbirnih, Tako da ja, prvi preizkus vas torej čaka že čez dober mesec. In gre za šolski esej, o katerem vam bo pa nekoliko več povedala Anja. Izvoli. Živjo, jaz sem Anja. Mojega glasu verjetno še zagotovo še niste slišali, razen mogoče v kakem drugem kontekstu in scenariju. Jaz vam bom zdaj nekaj malega povedala o eseju, zdaj najbolj osnovno verjetno veste. Torej, prva pola pač je tako imenovana prva pola, imenovana je šolski esej, ki je za razliko mogoče od druge in tretje bolj odprta v tem smislu, da si lahko zberete razpravljalni oziroma razlagalni oziroma interpretativni esej. Trajanje te pole je 120 minut, kar je že vsa ta leta menda več kot dovolj, torej v začetku je bilo to še nekoliko več, ampak je bil tudi obseg veliko večji. Esej prispeva k vaši oceni kar 50%, kot veste, ocenjevanje je zunanje. Torej, ko vi odpišete vaš esej, dejansko gre v eno tako plastično vrečko in potem to dobijo zelo raznoliki ocenjevalci, ravno z namenom, da je čim bolj nepristransko. Kar imate lahko s sabo, v bistvu samo eno stvar, nalivno pero ali kemični svinčnik, tako da tak heads up za pač večer prej mogoče, dajte res preveriti, da so vsa nalivna peresa napolnjena in vsi kemični svinčniki oziroma tisti, ki ga želite s sabo vzeti. Zdaj, kaj dobite na samem izpitu, podobno kot na predmaturitetnem, dobite odlomek ali več iz izbranega besedila, in tudi navodila, kaj zdaj s tem odlomkom delati. Če je razpravljalni esej, pa dobite v bistvu do 5 nekih usmeritev, kako pisati.
Zdaj, kot veste, nekak tematski sklop za vašo generacijo ima naslov Razmerja med generacijami in v ta namen sta bila izbrana 2 romana, in sicer Vojnovičeva Figa in Petersonov roman Konje krast. Zdaj, nekaj prilagoditev je bilo sicer v povezavi z razpravljalnim esejem, torej dobili boste en roman oziroma ali oba v celoti, ne bo pa nekih primerjav, torej ponavadi, če greste gledati recimo tudi prejšnje seje, 2013 recimo, ko se je pojavil Konje krast, je bilo vedno zelo velik del eseja je bil posvečen sami primerjavi likov, motivov, tem in tako naprej. Tega bo pri vas manj. Zdaj, verjetno se vi sprašujete, oziroma kar vas najbolj moti, mogoče vas živcira pri tem eseju, je verjetno to, pa zakaj morate vi ta esej pisati. Verjetno večine književnost niti ne zanima do te mere, da bi se vam dali pisati niti o književnosti. Zdaj, gre se za to, da vsaj idejno je esej nek tak višek vsega pisanja, torej tudi tega neumetnostnega, kar delate sicer recimo pol za drugo polo, ampak je nekak višek tega, kar vi znate. Torej, morate znati recimo, ne vem, predstaviti neko stvar, jo argumentirati, izbrati dobre odlomke oziroma dobre primere. Znati pa morate seveda tudi neko zadevo dobro uvesti in dobro zaključiti. In vse to so stvari, ki vam bodo pomagale tudi v naslednjih letih, ne glede na to, kaj se odločite študirati. Povsod boste pisali seminarske naloge, žal včasih še veliko preveč seminarskih nalog, več kot si jih boste želeli pisati. Tako da vedno je, torej namen pa je, da pokažete, da to že zdaj znate oziroma da osvojite neko to shemo in potem lahko to uporabite na zelo raznolikih področjih. Zdaj, pri slovenščini oziroma konkretno maturi je zdaj seveda poudarek na književnosti, ampak če osvojite tukaj neko shemo pisanja, jo lahko potem pač seveda date na najrazličnejša področja, ker imate pač nek dober način pisanja potem že vnaprej osvojen. Torej, merila ocenjevanja pri samem eseju so nekako na 3 nivojih. Torej, najprej se gre za samo poznavanje besedila in konteksta, potem se gre za razumevanje teme z vzročno-posledičnim razvijanjem, dokazovanjem, razlaganjem in posploševanjem. In potem je na koncu še vrednotenje, problemska obravnava teme z razlaganjem, utemeljevanjem, aktualizacija in povezovanje z literarno snovjo po učnem načrtu za slovenščino. Zdaj, to povezovanje z literarno snovjo vas verjetno malo skrbi, o tem bomo mogoče tudi pri vprašanjih še kaj več spregovorili, tako da bi šla sedaj tukaj naprej. In zdaj ocenjevanje, torej esej ima skupaj 50 točk, vsebina k temu prispeva 30 točk, potem jezik pa 20 točk. Pri vsebini je pomembna vaša povezava oziroma pomembno, da povežete pač to, kar pišete z izhodiščno temo, s tem, kar imate v navodilih, da to v bistvu povezanost kakovostno obravnavate, torej primerjate, razčlenjujete, utemeljite, vrednotite, uvrščate. Vse to je pač ta vsebina, to zdaj praktično pomeni, da ni zdaj dovolj, da znate vi zdaj neke splošnosti in znate tam našteti Tront je obupano življenje, Tront je tak. Pomembno je tudi, da imate vedno na voljo kakšen moment, kakšen motiv ali pa kakšno sceno, ki se vam zdi, da to še nekako podpre. In vedno morate paziti, kot je bilo gor, kot sem prej povedala, na to vzročno posledičnost, ker to potem v bistvu se pri sami zgradbi ocenjuje. Zgradba je del tega drugega dela jezika, kjer imate jezikovno pravilnost, torej tako imenovani pač ta najbolj osnovni pravopis, bi lahko rekli, slog, kjer se tudi upošteva recimo, tukaj dajte recimo paziti, ker se tukaj upoštevajo tudi nepravilen register, torej ne smete rabiti recimo besed ali pa besednih zvez, ki so iz mogoče pogovornega jezika, torej to je napaka. In teh besed je zelo veliko, no. Mislim, da vam jih tudi profesorji redno jemljejo ven. In potem pri zgradbi je pa seveda tukaj upoštevana ta
razdelite seveda na odstavke. Povezano je tudi pač to povezovanje besedila, torej sestavine besedila. Vedno morate imeti naslov na začetku, uvod, zaključek in odstavki se morajo med sabo smiselno povezovati. Obseg za vaš esej je 600 besed in že tukaj, oziroma ena stvar, ki je ne bi do konca vlekla, je, da naj vas ne skrbi, da teh 600 besed ne boste dosegli. Torej, vi imate v vseh navodilih, mislim, zagotovo boste imeli v navodilih tam 4 do 5 nalog, od 4 do 5 nekih teh jezikovnih nalog, oziroma vprašanj, na katere morate odgovoriti. In tudi, če na vsakega zelo skopo odgovorite v manj kot 100 besedah, ne boste odgovorili, in če upoštevate še uvod in zaključek, imate že esej narejen. Tako da obseg je najmanjši problem, mogoče je pol tista vsebina, pa kaj boste dali v esej, veliko pomembnejša. Torej, pri razlagalnem, torej interpretativni, torej kjer je prej razlagalni, je tisti, ki je mogoče malo lažji za večino ljudi oziroma za večino dijakov. To je zato, ker ima ta zelo osnovna navodila, oziroma temu pravijo naricu usmeritve. Vi jih izpolnite, ponavadi so nekako v obliki vprašanj napisani. Dostikrat si morate naslov sami domisliti. Tukaj naj vas ne omejuje nič, torej tukaj, mislim, če bo dober naslov, so to lahko tudi dodatne točke za vas, tako da tukaj se ne preveč omejevati. Interpretativni esej je pa tisti, ki je pogosto težji za dijake. To pa zato, ker vključuje pač ta interpretacijo odlomka, pri čemer je treba vedno upoštevati vse neke te tudi prozne značilnosti, ki se tam pojavijo, ne vem, nagovor, prilika, take stvari. No, torej, treba res zelo podrobno to oceniti. Tako da, ne da vam ga ne priporočamo, ampak je to res taka zelo specifična zadeva, da jo je res treba zvaditi. Torej, tudi tisti, ki recimo zelo dobro poznate književnost, vam je verjetno interpretativni nekoliko težji. In mislim, da bi tukaj mogoče kar zaključila. Mislim, da sem nekako pokrila vse, pa če je bilo še karkoli, oziroma karkoli, kar je bolj vezano še na vsebino, pa to pa v bistvu lahko mogoče kasneje še naslovimo. Ok, odlično. Ja, saj smo nekaj vprašanj dobili tudi, kar se tiče eseja, tako da se bomo nazaj navezali še potem pri odgovorih na vprašanja. No, konec istega meseca vas potem čaka drugi del mature iz slovenščine. In v izpitni poli 2 se boste ukvarjali z razčlembo neumitnostnega besedila. Pisati boste začeli ob 9. uri in potem imeli na voljo 90 minut za torej tiste naloge, ki bodo strukturirane na podlagi besedila, ki bo predloženo na začetku izpitne pole. Izpitna pola 2 predstavlja 30% končne ocene, torej kar nekaj manj v primerjavi z izpitno polo 1. Zdaj ne želim vam povedati, da se na to ne pripravljati, želim vam povedati, da se vam res splača dobro pripraviti na maturitetni esej. Zdaj spremembe oziroma prilagoditve za drugo polo nekako niso predvidene, z izjemo zadnje naloge, ki pa se nanaša na tvorjenje nekega krajšega neumitnostnega besedila. In letos v poštev pridejo torej uradno vabilo, uradna pritožba, uradna zahvala in uradna prošnja, potem pa še javno vabilo, javna zahvala, javno obvestilo in pa komentar. Gre za nalogo, s katero lahko pridobite okoli 17 točk. Kar se tega tiče, ni tako enotno kot pri eseju, ker esej ima vsako leto pač možnih 50 točk, ki so tudi vsako leto enako potem še znotraj porazdeljene. Na razčlembi torej celoten obseg točk ni
toliko specifičen, gre nekje od 90 do 120 možnih točk, tako da, ker so tudi naloge znotraj drugače strukturirane. Tale končna naloga pa definitivno obsega, z njo lahko pridobite največje število točk, 17 plus minus 2 točki, nekaj takega. Kar je dobro povedati pri razčlembi, je tudi, da sicer ni polovičnih točk, torej dobite celo točko ali pa jo pač ne dobite. No, tako da, kar se tega tiče, se splača dobro pogledati značilnosti letos tehle 8 neumetnostnih besedil. Potem pa ustni del, ki je zadnja preizkušnja, ki vas čaka, kar se tiče slovenščine, in predstavlja potem 20% tiste končne pridobljene ocene, kar se sliši malo, ampak velikokrat nekako omogoča, da nadomestite kakšen kiks, ki se vam je pripetil ob pisanju eseja ali pa pri reševanju razčlembe. Kar se tiče prilagoditev, naj bi bilo letos tako, da učitelj iz izpitnega kompleta, torej tistih 35 listkov, izloči 5 listkov z ustnimi vprašanji in s tem nekako omogoči, da število teh izpitnih vprašanj za ustni izpit nekako skrčijo za 15% in potem in s tem v bistvu izločijo tiste vsebine, na katere se niste uspeli v celoti čist pripraviti, utrditi oziroma jih obdelati. Ponavadi vas na listku čakajo je listek razdeljen na 3 dele, in sicer gre pri prvem delu za interpretacijo nekega odlomka, ki je tudi v podanem eseju, podanem spisku tistih del, ki se za specifično leto obravnavajo na ustnem delu. Znotraj te interpretacije morate pogosto delo potem tudi umestiti v obdobje, na podlagi tega povedati še specifične značilnosti tistega obdobja, dela, avtorja. Je precej splošno oziroma mislim, da imamo vsi dosedajšnji maturantje prijetne izkušnje, kar se tega tiče, da so učitelji na drugi strani res na mestu, kjer želijo iz vas izvabiti čim več znanja, tako da dodatna podvprašanja, ker vem, da zadnjič smo se na webinarju iz matematike pogovarjali o tem, če so možna podvprašanja. Če bodo podvprašanja, to so dodana zgolj za neko vodilo, da vas usmerijo v neko pravo smer, mogoče še kakšen namig kje dobite. Potem drugi del je kakšno bolj splošno vprašanje, na primer, kdaj je šel prvi slovenski roman. Tretji del pa nekako se bolj nanaša na kakšno jezikovno vprašanje ali pa na razvoj našega, torej slovenskega jezika, na zgodovino slovenskega jezika. Kar se tega tiče, mislim, da povedala vse. Če bo še kakšno vprašanje, ga kar napišite. Zdaj pa mogoče kakšen splošen nasvet. Prvi iz naše strani oziroma moje in Anine, definitivno, da se pač prebere obe knjigi poglobljeno, večkrat, če se da. Zdaj, večina se je zdajle zasmejala, pa bila tako lol valjda, ampak nekaj jih je pa verjetno učke tako malo preusmerili proti še nedotaknjenemu romanu, tamle v kotu. In definitivno, zelo verjetno se da napisati sprejemljiv esej na podlagi obnov,
ampak je to zelo stresno, vzame vam enako količino časa, kot če bi roman dejansko prebrali, pa še res blazno nezabavno je in še vedno ostane nekako tista skrb, da verjetno nisi pridobil čisto vseh informacij, ki bi jih pridobil, če bi knjigo dejansko prebral. Vsak bralec, vsak od nas ima tudi drugačno bralsko izkušnjo in vsak zgodbo doživlja in interpretira drugače, kar je pa tudi nekako želja, kar se tiče bralcev, da ga nekako pritegnete, navdušite z vašo idejo, razmišljanjem in doživljanjem romana, o katerem pišete. Naslednji nasvet je definitivno, da pozorno preberete navodila. Kar se tiče razčlembe, če piše podčrtaj, podčrtaj, če piše obkroži, obkroži. Ravno tako pri eseju, če piše primerjaj, je potrebno primerjati in ne opisati enega in potem drugega lika, a ne? Potem odbijanje točk sicer na razčlembi se redko pojavlja, če pa se pojavi, se pa pojavijo tisti nalogi, če ste že kaj reševali, maturitetne pole, se velikokrat naletite na tistih napak. In za vsak napačni popravek dobite minus točko oziroma minus pol točke, dokler ne pridete do nule. Torej, če ima naloga 5 točk in pravilno popravite, na primer besedo, ki je napisana z malo in potem pravilno označite, da je potrebna velika začetnica, dobite pol točke. Če pa potem postavite vejico nekam, kjer je ni, se vam te pol točke potem izniči. To se izničuje samo do nič točk, se pravi, da pri tisti nalogi pridobite nič točk, ni tako, da bi se točke potem odbijale pri drugih nalogah naprej. Potem pa zadnji nasvet, ki je mogoče celo najpomembnejši, da verjamete vase. Pod stresom nekateri delujejo izredno dobro, spet drugi popolnoma zmrznejo in res je potrebno, da se v takih momentih znate umiriti. Vsekakor se fokusirajte na to, da kaj znate in ne na vse, česar ne znate. Kot prvo, nikoli nihče ne zna vsega. In kot drugo, v momentu, ko vstopate v učilnico, ni več važno, česa ti ni uspelo predelati, ker v tistem momentu itak ničesar več ne moreš spremeniti. Tako da ostane ti samo to, da si rečeš, imam to in zdaj bom raztural to maturo, in da potem samozavestno začneš z reševanjem. Kar se tega dela tiče, smo zaključili. Zdaj bomo prešli na vprašanja, ki so se, kar se tiče vprašanj, ki smo jih že dobili, predvsem nanašajo na esej, ki nam očitno kar povzroča težave. Lahko pa seveda napišete karkoli še v chat tega našega Zooma. Evo, zdaj pa besedo predajam Anji. Kako lahko vadim za esej? Veste, to je taka stvar, ki se je ne da zvaditi na isti način, kot kvadratno enačbo pri matematiki ali pa past simple pri angleščini. Esej je taka, v osnovi je zelo preprosta forma, ki pa jo mogoče tudi mi kot dijaki, ko se pripravljamo na njo, začnemo zelo potencirati, da je to nekaj res groznega in zahtevnega in ne vem kaj. V osnovi, ker je to pisna zadeva, se ga najbolj da zvaditi, da ga pišete, da greste čim večkrat čez neka navodila, torej da greste čim večkrat čez ta proces, da preberete navodila, naredite osnutek, napišete in dobite potem feedback, zdaj ali od profesorja, ali od nas, ali pa od koga tretjega. Lahko si tudi med sabo s kakimi kolegi to delite oziroma drug drugemu berete. In to je pravzaprav edini način. To zdaj vseeno ne pomeni, da če zdaj v enem mesecu nastreljate 10 esejev, da bo pa to
100% vse točke na maturi. Ampak edini način je pač predvsem to, da se naučite, kje bo objavljen posnetek, to bo Lisa odgovorila. Edini način je pač res to, da jih pišete, kakor se vam mogoče zdi grozno, ali pa ne vem, za marsikoga, tudi zame je vedno bilo traumatizirajoče videti tista navodila pa začetniki pisati, ampak ni nič groznega. Torej, vse besede, ki so v navodilu, jih razumete. Kot je rekla Katja prej, vdihnite 3-krat prej, preberete, potem dajte še 10-krat vdihniti, lotite se osnutka in tako naprej. Dajte res zaupati najprej temu, da je 120 minut za 600 besed res dovolj. Torej, zagotovo pišete dovolj hitro, da teh 600 besed date noter. Tudi, če si vzamete 10 minut za osnutek. Kaj še? Nekaj sem še hotela reči. Tudi, če jih več, tudi, če jih 20, bo še zmeri. Tudi, če jih 20. Ja, obstaja ena precej dobra razporeditev, vsaj ko sem se jaz pripravljala, in mislim, da nam profesor rekel, da v bistvu lahko nekih 20 minut posvetimo temu delanju osnutka, potem nekih 60 minut, 70 minut, recimo, ne, to sem šla že čez. Ne, sej še več. No, nekaj še 90 minut lahko piše. No, teh recimo 60-70 minut lahko pišete in potem imate še, ne vem, 10 minut, da preberete. Tako da dajte se predvsem mogoče naspati, če je to neko zadnje navodilo, dajte se naspati tisti večer prej, ne iti spat ob 3 zjutraj in se učiti vseh možnih povezav družinskih in sorodstvenih in prijateljskih med liki v figi. Dajte iti spat, dajte se naspati, da ne boste zamudili kakega busa, kakšne take neumnosti, ker to gre cel rok pol. Mi morate celo maturo še enkrat delati, drugo pa zato, ker če ne boste imeli sveže glave, ne boste pač mogli nič napisati. Pa lahko ste en dan prej vse znali in 3 zjutraj vse znali, potem ob 9 zjutraj pa ne več. Tako da najprej to, no, tako da dajte še kakšne sej napisati. Tudi, če si ga med sabo recimo date, zdaj verjetno jezika, mogoče se boste rekli, da niste glih si usposobljeni popravljati, ampak recimo, če vam reče sošolec ali pa sošolka, meni pa to res, jaz tega res ne razumem, kaj si s tem mislil, bo verjetno podobno reakcijo imel tudi ocenjevalec. Tako da ne misliti, da smo zdaj mi tle edini posvečeni, imamo neke mature pa že narejene, pa diplome, pa ne vem kaj. Tako da ja, dajte napisati še kakšne sej, pa dajte se pogovarjati med sabo, recimo tudi, dajte ga tudi profesorjem dati za prebrati, recimo, pa da vam dajo nek daljši feedback, recimo, na kaj paziti. In to je to, že veliko časa o tem govorim, bom še kar naprej mogoče. Kako je glede dodatnega vprašanja pri eseju, glede primerjanja še enega dela? Zdaj to v bistvu ni dodatno vprašanje, ampak je v bistvu obrnjeno vprašanje. Torej, prejšnja leta je bilo vedno tako zelo močno to primerjanje. Torej, nisi imel zdaj samo predstavitve osebe, ampak si vedno imel predstavi in primerjaj pa ne vem, razdelaj to in to. Tako da ni čisto novo vprašanje. Zdaj, kot ste imeli, mislim, da na predmaturitetem, ste imeli, mislim, da Cankarjevo dramatiko, tako da mogoče tega celo ne bo, če vas to kaj potolaži, ampak to je glih ena stvar manj, ki je ne bo. To smo se tudi s Katjo in tudi z Liso že večkrat pogovarjali, kako pravzaprav se tega lotiti. Torej, upoštev naj bi prišla vsa dela po učnem načrtu, ne zdaj samo po tistem seznamu, recimo za ustno maturo. Ampak, recimo, že če greste čez ta seznam del, ki jih imate na ustni maturi, si malo preberete, pač ne en dan prej, zdaj mogoče, si malo preberete, greste čez svoje stare zapiske, tako da se zbudijo vaši možgani, da si naredite kak mentalni zaznamek, tukaj je pa mogoče neka povezava, že to je dovolj. Torej, primerjave so ponavadi res najbolj obsežen del, ker veliko besed porabiš za to, da poveš, tukaj je nekaj, ampak v primerjavi s tem je pa potem čisto nekaj drugega in tako naprej. Kaj vse pride v poštev, je bilo eno vprašanje za to primerjavo. Vse lahko pride, ne vem, meni pride na misel recimo z vidika družine, mogoče Ana Karenina ali pa tudi vsi romani, ki imajo družino,
Mogoče ta povezava družinska je tudi zelo aktivna pri Cankarju, torej na Klancu ali pa Hiša Marije Pomočnice. Oboje je na seznamu za ustno maturo. Ne izmišljujem zdaj kar na pamet neki del, tako sem si malo pogledala. Potem tudi v Antiki najdete, recimo, bi se dal mogoče, če zelo podrobno poznate recimo Odisejo, no jaz je žal ne, najdete tam tudi kako družino ali pa nekega junaka, ki se išče, ki išče svoj plac pod soncem. Zelo prikladen je recimo kralj Ojdip z tega vidika, no sicer je pol scenarij pri njem je še bolj tragičen kot pri naših romanih. Zelo je fajn tudi recimo kakšna renesančna dramatika, recimo Hamlet, torej Hamlet kot nek lik, ki se išče, Don Quixote. Zdaj, res odvisno, kaj vam mogoče leži, kateri del književnosti vas je mogoče malo bolj zanima, mogoče dajte pol v tistem delu svetovne književnosti si najti neko stvar, ki vas zanima, no, ki vas bolj privlači, ker če boste pisali o tem, kar vas zanima, boste zagotovo pisali bolje kot nekaj na prisilo o tem, kar smo vam mi ali pa profesor ali pa kdorkoli rekel. Vem, da ste si želeli bolj natančen odgovor, ampak ga nimamo, tako da to je najboljše, kar lahko dobite, po mojem, od vseh. Pa res ne se preveč sekirati glede tega dodatnega vprašanja, pač dajte si seveda pogledati, pa najti že prej neko stvar, mogoče in iz slovenske in iz svetovne, in ste nekako pokriti, no. Kakšno zgradbo naj ima esej oziroma kdaj narediti nov odstavek? Esej ima zgradbo, uvod, jedro in zaključek, tako kot vsi spisi, ki ste jih pisali od 3., 4. razreda naprej. V uvodu ponavadi se navežemo recimo na naslov, predstavimo temo, o kateri bomo pisali, in mogoče si lahko izberete tudi nek stavek, neko trditev, ki vas bo vodila skozi esej. Ni pa nujno. Torej, uvod je namenjen res temu, da uvedete neko tematiko, da poveste, o čem boste pisali, da nekaj naslovite, recimo, ne vem, recimo torej v romanu Figa je zelo pomembna tema razočaranje, kaže se na različne načine in tudi ima zelo različne, torej razvoj te teme je zelo različen pri likih. In potem greste v jedro. Zdaj, v jedro mora biti členjeno, vedno. To pa zato je neka logika za členjenjem jedra je, da je vsak odstavek predstavlja eno misel, torej to, kar vas verjetno tudi Katja na tečajih navaja, torej trditev, razlaga, utemeljitev, in to je ponavadi že dovolj, oziroma to je več kot dovolj za en odstavek. Torej, napišete neko trditev, jo razložite, jo utemeljite, ta utemeljitev pomeni nek prizor ali pa neko konkretno stvar iz romana, in potem greste naprej. In to je ponavadi nek ta trik, kako delati odstavke. Predvsem, mislim, torej, če rečete, ok, v tem odstavku bom predstavil nekaj, oziroma tukaj bom predstavil, ne vem, nek lik, naslednjem imate neko primerjavo, pa jo primerjate. Mislim, res je, ponavadi je ta nek rule of the thumb, no, se opravičujem za vse angleške stvari, ki se mi vrivajo v govor, je, da je pač en odstavek, ena misel. Tako da zdaj, če imate nek odstavek o tem, kako je Trond obupal nad življenjem in potem želite govoriti o njegovem očetu, ker je obupal nad svojim življenjem zaradi odnosa z očetom, dajte iti mogoče raje v nov odstavek s tem. Torej, najprej ste napisali, da je obupal nad življenjem, ste povedali, kako se to kaže, ste neke konkretne stvari iz romana uvedli, pa dajte to z očetom raje v nov odstavek pisati. To je pač čist neka osnovna stvar, drugače, ki vam bo pomagala tudi za naslednje stvari, ki boste pisali. In tudi vas verjetno, ko kaj berete v člankih, moti, če imate neko temo v odstavku in potem se kar nekaj tretjega začne in potem gre kar naprej in je nov odstavek, torej mora imeti neko to logiko. Pač neka logika mora biti in mora biti tudi jasno izražena, ja, in to je ponavadi kar prek odstavkov. Imate kakšne nasvete, kako najbolje napisati esej? Osnutek napišite. Naj vam ne bo žal čisto nobene minute, ki jo porabite za pisanje osnutka. Torej, zagotovo
mogoče tudi celo večina od vas, tudi jaz recimo, ko vidim izpit, najprej imam tisti krč, ko vidim vprašanja in se tako, zdaj jih imam, zdaj jih bom rešila, ampak treba se umiriti, več ok, 3-krat vdihniti, prebereš vprašanja, greš potem počasi eno po eno pisati. In pri eseju je, kar vam res priporočam, je pač osnutek. Dajte vdihniti, prebrati navodila, mogoče tudi malo razmisliti, ok. Pomaga, če si recimo počrtate glagole, tako da veste recimo, kaj so te vaše osnovne naloge, pol pa v povezavi s temi počrtanimi glagoli si recimo naredite osnutek, torej predstavi lik, ki je tak in tak, ok, kjer lik je tak in tak in ga napišete. Potem napišete kar po alinejah, če vam to sede. Mislim, to morate sami ugotoviti, kaj vam recimo sede. Napišete po alinejah, kaj je tam za predstaviti, neke lastnosti, sproti si pišete recimo kakšne odlomke iz romana in dajte tako narediti za vse. Naj vam ne bo niti 1 minute, naj vam ne bo žal za to porabiti, ker kar se bo zgodilo, če greste takoj brati, takoj pisati, ok, uvod bo šel, jedro, tako do 1,5, pol bo pa ta adrenalin popustil in naenkrat ne boste več vedeli, o čem pisati. Imeli boste prazno glavo in potem se boste lovili, pa en odstavek bo komi še šel, zdaj zadnji, ko bo neka primerjava, še tam boste že celi živčni, ker vam ne gre in niti ne boste do konca napisali zaključek, pa ga po možnosti še niti začeli ne boste in ga boste spustili. Pač to je res tak najslabši možni scenarij, ampak lahko se vam zgodi, mislim, to je čisto nekaj možnega. Tako da raje dajte 20 minut si porabiti, da si nekako sami uredite svoje misli, da vam ne bodo zdaj letele vse povsod in res si narediti tako dober načrt, kako boste pisali in boste videli, da pol ne bo problem. Mislim, res ni pol problem. V 1 uri dejansko potem napišeš, ne. In tudi esej je tipično boljši, bolje zgrajen, boljši pač v smislu te zgradbe. Tudi jezik ponavadi bolj štima, torej ta slovnica v tem smislu, ker ko se nam mudi, vsi delamo več napak, pač ko pišemo recimo. In predvsem ena stvar, ki se vsem dogaja recimo, ki takoj planete pisati, verjetno zase veste, da greste po čem črtati stvari na veliko. In to sem tudi jaz počela, dokler mi ni, mislim, da je profesor takrat rekel, da je to v bistvu najbolj sitna stvar, ki jo dobiš za ocenjevati, torej da te res spravi v slabo voljo, da imaš tam neke črtane stvari, pa puščice, pa zvezdice, pa levo, pa desno. Pač dajte se čim bolj izogniti temu in drugače, kakor z nekim dobrim osnutkom, ne gre to, no, vsaj jaz še nisem našla drugega načrta, drugega načina, torej zdaj poleg osnutka, kot rečeno, dajte se naspati, torej ne bo mogoče tisti dan pred esejem, tisti, ko boste delali malo manj, ko boste, ne vem, pogledali kako serijo, šli na kak sprehod, laufati, karkoli vam bo pasalo, ne vem, ne bo tisto dan za vas, da se pač malo pomirite in pripravite, in to je to. Evo, prebili smo se do konca. Jaz upam, da so bile informacije uporabne in poučne. Če je sobota, pejte rešiti naš sobotni kviz na Instagramu, sicer pa vas vabim, da se registrirate na naši platformi Razturi na maturi in sami pogledate, kaj vse platforma ponuja. Se vidimo!